Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov v Evropi hitro narašča. To je ključni element prehoda v podnebno nevtralnost, vendar pa je proizvodnja energije iz sonca in vetra odvisna od vremena in pogosto ni časovno usklajena z energetskimi potrebami porabnikov. Da bi lahko bolje uravnotežili proizvodnjo in porabo elektrike, so potrebne rešitve za shranjevanje energije, kot so baterije. V Sloveniji je moč najti številne praktične rešitve, ki zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov. Kako jim je uspelo? Posebnost energetskega sistema je ta, da morata biti poraba in proizvodnja v vsakem trenutku usklajena. V modernih elektroenergetskih sistemih je ta uravnavanje porabe in proizvodnje vedno težji izziv, ker na eni strani imamo elektrifikacijo vsega. Narašča nam poraba zaradi električnih avtov, elektrifikacija ogrevanja, potem imamo elektrifikacijo tudi ostalih naprav, kot so robotske kosilnice in podobne zadeve. In vedno več imamo naprav, katere porabljajo električno energijo. Narašča nam poraba, na drugi strani imamo pa povečanje nestanovite proizvodnje iz obnovljivih virov, kot so sonce in veter, in usklajevanje obeh koncev je vedno bolj zahtevno iz tehničnega vidika. V gospodinjstvih in podjetjih pa elektriko porabljamo takrat, ko jo potrebujemo, in ne takrat, ko je na voljo največ. Poseben porabnik so električna vozila. Ta po eni strani potrebujejo elektriko za polnjenje, po drugi strani pa imajo velike baterije, ki lahko pomagajo izravnati konice povpraševanja in ponudbe električne energije. S vključevanjem električnih vozil v energetski sistem se že vrsto let ukvarjajo v podjetju Metron. Avto je namreč ena od redkih naprav, ki lahko energijo shranjuje in se polni takrat, kadar so viški energije v omrežju. In v določenih primerih, ki so tehnično že možni, lahko energijo tudi vrača. 95% avtomobilov, ki je danes na cesti, lahko polnimo recimo po noči, ker je trenutno več energije po noči na voljo. Nekje čez 5-10 let bo pa tudi pri nas največ energije sredi dneva, ko bo sonce najbolj sijalo, recimo še veter pihal, tako kot je trenutno že v Nemčiji. In z električnimi avtomobili lahko to kompenziramo. V podjetju Metron proizvajajo različne kable in polnilne postaje, ki podpirajo razmah elektromobilnosti. Primer dobre prakse pa je tudi njihov lastni sistem oskrbe z električno energijo. To pomeni, da vse energetske potrebe, ki jih imamo, to je za ogrevanje, za hlajenje, za proizvodne procese, pa za vse prevoze, opravljamo z energijo pridobljeno iz fotovoltaike in shranjeno v baterijah. Tamle zadaj imamo pol megavatne ure, od tega je približno polovica baterij tistih iz drugega življenjskega obdobja, se pravi še en korak proti trajnosti. Metron ima ravno zaradi tega, ker smo prešli na trajnostne energetske vire, veliko prednosti, namreč nimamo stroškov za energijo. Naši celoletni stroški za energijo, in to govorim energijo za prevoze, energijo za ogrevanje, proizvodnjo in vse skupaj ne presegajo 1000 evrov. Govorimo o letnih stroških, ne mesečnih. Tudi zaposleni se vozijo na delo z električnimi avtomobili in s tem tudi prihranijo 100, 200 ali 300 evrov na mesec za gorivo. In vse to so tisti prihranki, ki lahko v 2-3 letih vrnejo več, kot pa smo vložili v ta trajnostni prehod. Na kombinacijo baterij in obnovljivih virov energije se vedno bolj zanašajo tudi velika podjetja, mesta in celo države. Podjetje Engen iz Žirovnice je vodilno mednarodno podjetje na področju energetskih in omrežnih storitev z baterijami. Engen povezuje razpršene proizvajalce in porabnike elektrike. Ko proizvodnja in poraba nista usklajeni, s svojimi baterijami in naprednimi programskimi rešitvami kompenzirajo primanjkljaje ali presežke in tako stabilizirajo omrežje. S tem podpirajo integracijo vse več energije iz obnovljivih virov. Mi smo včasih imeli proizvodnjo za enega mesta, danes jih imamo pa razpršeno. In Engen za storitvami, ki jih izvaja, prav to pokriva. Daje neko stabilnost za uporabnike, za omrežje in skozi to povezljivost nudi kontrolo ali pa neke storitve, ki jih sistemski operaterji več ne morejo obvladovati in jih v prihodnosti sploh ne bodo, če v bistvu ne bomo imeli nekih takih rešitev, kot jih Engen dela.
Preden je bil Engen, mi v Sloveniji smo imeli za te storitve, ki jih je Engen delal, termoelektrarno Šoštanj. In je bila nekako kot sistemska rezerva v tem sistemu, ki je v bistvu zdaj v tej fazi razvoja podjetja, kjer smo že v tej naši državi prišli, praktično ni potreben več. Baterijski hranilniki so tudi nepogrešljiv del lokalnih energetskih omrežij. Dober primer je gorska vas Luče. Tam so se pred namestitvijo sistemske baterije zaradi šibkega omrežja soočali s pogostimi izpadi elektrike in težavami pri priključitvi sončnih elektran in toplotnih črpalk. Reševali smo problem, kjer zaradi omejitev kablov in napetostnih razmer niso ljudje mogli priklopiti več sončnih elektrarn in namesto, da bi zamenjali kabel in nadgradili omrežje v fizičnem smislu, smo dodali baterije, katere so delovale na ta način, da so shranjevale viške, oddajale, ko ni bilo, in s tem zmanjšale obremenitev omrežja. V preteklosti so za večino shranjevanja energije skrbela akumulacijska jezera pri hidroelektrarnah. Te predstavljajo velike posege v naravno okolje, škodujejo biotski raznovrstnosti in so tudi zelo drage. Vendar pa tudi baterijski hranilniki niso brez svojih težav. V Evropo jih je večinoma treba uvoziti, njihova proizvodnja pa je pogosto povezana s škodljivimi vplivi na okolje, ki nastajajo vse od rudarjenja surovin do njihovega odlaganja na koncu življenjske dobe. Kljub vsemu napredku in izboljšanju tehnologij, zmanjšanju cene električne energije, je še vedno najcenejše in najboljše za okolje porabiti manj energije in zaradi tega moramo še vedno delati veliko na temo, da prihranimo energijo z kakršnimi energetsko učinkovitimi ukrepi. Ker najcenejša energija je tista energija, ki jo ne porabimo. Zdaj, ko se doba fosilnih goriv bliža koncu, se kombinacija zmanjševanja porabe energije, obnovljivih virov energije in shranjevane energije v baterijah kaže kot obetavna pot v smeri razogljičenja elektroenergetskega sistema. Kako torej baterijsko shranjevanje energije k temu prispeva? V vsakem trenutku pomaga izravnati razlike med proizvodnjo in porabo električne energije. Skupnostim in podjetjem omogoča prihranke, saj lahko uporabljajo shranjeno električno energijo takrat, ko je elektrika iz omrežja najdražja. Zmanjšuje potrebo po dragih nadgradnjah elektroenergetskega omrežja in po gradnji netrajnostnih hranilnikov, kot so na primer akumulacijska jezera na rekah.